Lep pozdrav. Glede na to, da bomo predstavili našo kandidatko Republike Slovenije, je prav, da za začetek zapojimo našo himno, slovensko himno in Prešernovo zdravnico. Komu najprej veselo zdravnico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sloveče matere. Živi naj si narodi, ki krepeni dočaka dan. Da kode sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo. Ne vrag, ne sosed bo mejak. Lepo pozdravljeni v naših prostorih. Prvi ste pri nas na obisku. Gre za zgodovinsko hišo, več kot 300 let staro. Hišo, v kateri je živela pesnica Lili Novi in je sedaj to stanovanje last našega člana Inga Paša. Mislim, da je prostor zgodovinski, tako kot je zgodovinska priložnost, ob kateri se danes srečujemo. Sporočamo, Glas za otroke in družine sporoča, da nadaljujemo naš referendumski boj. Gremo na zmago za spremembo Slovenije na lepše in boljše za naše otroke, družine in stare starše. Kot veste, je bil Borut Pahor na vseh referendumih na strani kršiteljev človekovih pravic otrok, staršev, starih staršev. In prav je, da na predsedniških volitvah potrdimo referendumske rezultate 3 družinskih referendumov in zamenjamo predsednika, ter končno dobimo predsednico, ki spoštuje materinstvo in očetovstvo, spoštuje otrokove pravice in spoštuje stare starše. In veliko čast in zadovoljstvo mi je, da lahko predstavim Angelco Likovič. Kot veste, je Angelca zavezana temeljnim človekovim pravicam otrok, staršev in starih staršev vse svoje življenje. Je družinska mama, stara mama, spoštuje stare starše. Poglejte, Angelca mi je povedala, da je ena njenih največjih razlogov, zakaj se je odločila za predsedniško kandidaturo, to, kar se dogaja koroškima dečkoma. To, kar se dogaja koroškima dečkoma. Ko se tako teptajo temeljne pravice otrok, ko se tako teptajo temeljne pravice starih staršev, je neka zadeva, ki jo je treba nemudoma končati. In Glas starih staršev, kot veste, je že od samega začetka opozarjal in se boril za pravico v primeru koroških dečkov. In tako gremo tudi na te predsedniške volitve z obljubo, da bo Angelca Likovič v primeru, da bo izvoljena, nemudoma osvobodila koroška dečka. Naslednja zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna. Mi gremo na zmago. Ampak ta naša zmaga ni enkraten dogodek. Tako kot ni naše delo dosedanje enkraten dogodek. Mi želimo spremeniti Slovenijo na lepše in boljše. 3 zmage na družinskih referendumih so bile koraki na tej poti. Sedaj nadaljujemo to pot in si želimo zamenjavo predsednika z predsednico Angelco Likovič in potem tudi zmage na državnozborskih volitvah. Slovenija zmore in zasluži več. In prepričan sem, da bomo na teh predsedniških volitvah Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani pokazali, da si želimo in zmoremo več.
tokrat na predsedniških volitvah z našo Angelco Likovič. Ob tem poudarjam, da ima Angelca Likovič polno podporo stranke Glas za otroke in družine. Včeraj smo imeli svet stranke, na katerem je bila soglasno potrjena kot kandidatka za predsednico. Članstvo naše stranke se pripravlja in jutri začnemo množično zbirati podpise na upravnih enotah in ob tej priložnosti vabim tudi vas medije, obiščite nas na naši stojnici, tudi danes bomo šli na prvo stojnico na Kresijo, pojdite z nami, poglejte, kako naša stojnica deluje in kot rečeno, jutri bomo imeli stojnice v 40 krajih po Sloveniji. Tako da jaz si želim, da bomo v tem času, ko se bomo prvič kot stranka predstavili ljudem na njihovem območju po vsej Sloveniji, da bo to priložnost, da spoznajo naše članice in člane, da se predstavijo naši kandidatke in kandidati na volitvah v državni zbor in da na nek način, poglejte, danes začenjamo pot resnične spremembe Slovenije na bolje. Slovenija zmore in hoče več in državljanke in državljani, vabim vas, da to pokažete na naslednjih volitvah, predsedniških volitvah, tako da volite Angelco Likovič. Hvala lepa. Morda samo 2 besedi. Vesela sem, da sem v stranki Glas za otroke in družino, kajti vse življenje sem delala z otroki in starši in starimi starši, saj sem bila 18 let ravnateljica in vedno sem se zavzemala za otrokove pravice, za pravice otroka, da ima očeta in mamo. To sem vedno zagovarjala. Zato sem ponosna, da me je ta stranka predlagala, da kandidiram, napela bom vse moči, da bi bila izvoljena, ker bi želela v Sloveniji marsikaj spremeniti. Hvala. Angelca, moja dolgoletna soborka, zdaj pa seveda tudi soborka v Glasu starih staršev, kjer se stari starši bojujemo za pomen v tej družbi, ki ga je popolnoma izgubila v naši zakonodaji, ne pa v družbi. To se tudi vidi, tako kot je povedal Aleš, v tem, da so koroške dečke enostavno ugrabili, da so še vedno v pravem ujetništvu, vse jih starih starši komaj da smejo obiskati. Slabše se jim godi pravzaprav kot zapornikom, ki lahko ob koncu tedna obiščajo svoje domače. Te dečki pa jih ne smejo, iztrgani iz družine. Že ves čas se za to zavzemamo. Rada bi pa povedala to, da Glas za otroke in družine, ta stranka, si upa sanjati o velikih stvarih. In Angelca je oseba, ki si upa to povedati. In ne samo povedati, ki si upa to tudi udejanjati. Danes smo ustanovili in imamo v tej skupini Zvezo borcev za nove čase. Zvezo borcev za vnuke, za starše, za družine. To bo naša zveza, ki verjamem, da bo izpolnila sanje mnogih ljudi v tej državi, da postanemo med seboj prijatelji in naklonjeni našim družinam. Angelca, tole sončnico sem danes utrgala in je zelo nenavadna in ti jo prinašam. Sončnica je cvet, ki se vedno obrača k svetlobi. In svetloba pomeni življenje. In življenje pomeni hrano, ki je tu noter v sredini. In to bomo prinesli v Slovenijo. In ta sončnica je nenavadna. Poglejte, koliko ima popkov. Tega jaz še nisem videla. Ogromno. Tako, kot je v tvojih napovedih, zakaj se boš zavzemala, vse polno tistega, kar si v Sloveniji želimo. In takrat se bo uresničilo to, da bo vse to usvetelo in bo Slovenija spet bolj prijazna. Najlepša hvala, Miška. To je znak polne ljubezni. Ta sončnica, poglejte, ima toliko popkov,
To so vse naša prizadevanja najrazličnejših društev po Sloveniji, ki se borimo za lepši jutri naših otrok. Skupaj smo povezali, si podali roke in v Sloveniji marsikaj spremenili. Verjemite mi, z Božjo pomočjo bomo marsikaj spremenili. Lepša hvala. Je še kakšno vprašanje, mogoče za našo kandidatko, našo bodočo predsednico? Če ste lahko mogoče, gospa Likovič, nekoliko bolj konkretni. Rekli ste, da bo v Sloveniji marsikaj drugače, če boste izvoljeni. Kaj konkretno? Kaj bodo tiste vaše prioritete, ki jih pogrešate denimo pri aktualnem predsedniku države? Takoj, če bom izvoljena, bomo vrnili koroške dečke starim staršem. Ker jaz se zavedam, da stari starši imajo izredno pomembno vlogo. Imamo tudi društvo starih staršev. To se pravi, otroci so zavetništvo starim staršem. Druga moja največja naloga bo pomoč družinam, ki so v stiski. Mnogo družin imamo v stiskah. Treba jim je finančno pomagati. Jaz moram povedati, če bom predsednica, jaz ne bom dobila niti ene plače. Jaz imam dovolj, sem življenje naredila z mojim možem, imamo dovolj zadev, jaz bom celotno plačo, če bom 5-letni mandat, namenila družinom v stiski. To obljubljam danes, ker ne rabim denarja. Tretje, kar si bom prizadevala, da mladi dobijo službe, da ne bodo hodili v tujino. Mi imamo ogromno sposobnega kadra in gre v tujino. Mladi moramo zagotoviti delovna mesta in cenena stanovanja. Za začetek majhna cenena stanovanja, kar ni noben problem državi zgraditi, ker imamo toliko denarja, da si mladi lahko ustvarijo družine, da se lahko odločajo za življenje. Mi imamo premalo otrok, mi moramo skrbeti za našo rodnost, da bo slovenski narod ostal zdrav, jeklen in uspešen. To bodo moje prve naloge. Kaj pa kakšne večje politične stranke, vemo, SDS recimo nimajo, vprašanje za gospoda Princa, SDS še nimajo kandidatov, računate morda na kakšno podporo tudi večjih političnih strank, političnih akterjev? Kot veste, smo imeli ob zadnjem referendumu koalicijo Za otroke gre. Takrat smo sklenili koalicijo v resnici z državljankami in državljani in tudi tokrat ob kandidaturi Angelice Likovič za predsednico sklepamo koalicijo z vsemi državljankami in državljani. Nas ne zanimajo obstoječe politične elite. Mi si želimo, da v Sloveniji zaveje nov veter in Angelica Likovič ta nov veter predstavlja. Povejte mi enega politika v Sloveniji, ki tako jasno, tako neposredno, tako iz srca govori o najbolj pomembnih odprtih vprašanjih. Drugi politiki, kot veste, najpomembnejše vprašanja zamolčujejo ali pa jih zavijajo v nek celofan, da potem ljudje nimajo prave predstave, zakaj v resnici gre. Angelica Likovič bo razkadila to meglo, ne samo iz Ljubljane, ampak iz vse Slovenije. Ko bo Angelica Likovič predsednica, se bo o stvareh govorilo naravnost in z pravimi besedami. Tako da jaz sem prepričan, da bo Angelica Likovič s svojim zgledom, svojim življenjskim zgledom, za vsemi svojimi izkušnjami prevetrila slovensko politiko. Kot veste, sem jaz pred časom rekel, da ne bom kandidiral za predsednika države, ker ne želim biti najdražji fikus na svetu. Ampak Angelica Likovič me je prepričala, da predsedniška funkcija v Sloveniji, če jo zaseda Angelica Likovič, ni fikus. Jaz bi bil fikus, ampak Angelica Likovič to ne bo. Angelica Likovič bo predsednica, ki bo v Slovenijo prinesla resnične spremembe na boljše. Za otroke, za družine in za stare starše. To pomeni, da ob tem tudi razglašam, da je Angelica boljši kandidat za predsednika, kot bi bil jaz. Bom pa seveda jaz kandidiral za predsednika vlade. Gospa Angelica Likovič, kako konkretno si predstavljate vrniti neke otroke starim staršem, glede na to, kakšno funkcijo ima predsednik republike v naši ustavni ureditvi? Kako si to predstavljate? Z dekretom, zakonom, z ukazom? Na kak način boste to izpeljali? Jaz mislim, da predsednik države, če bom jaz predsednica, se bom čisto vsaki pomembni zadevi zelo jasno in glasno povedala svoje stališče. To jaz pogrešam pri gospodu Pahorju. Jasno in glasno svoje stališče. In ga bom toliko časa ponavljala ljudem v eter, da bodo slišali, dokler ne bodo naše institucije razumele, da morajo to storiti. In centri za socialno delo bodo razumeli, da so naredili zelo veliko škodo vnukom in da jih morajo nazaj dati. In toliko časa bom
govorila in govorila in pritiskala, da bodo to naredili, brez skrbi. Predsednik mora biti moralna avtoriteta. To pogrešamo. Obstoječi predsednik je osebno izjavil, da to ne želi biti, da ni, ampak mora biti. In to je to, kar govori Angelca. Poglejte, še nekaj, mi bomo Angelci seveda pomagali pri tem. Ne? Lejte, predsednik države ima pravico pomilostiti najhujše kriminalce. In Angelca bo pomilostila nedolžne otroke. Bravo. Še kakšno vprašanje? 3000 podpisov potrebujete, a ne? Ja, danes se začne zbiranje podpisov, točno ob 10:30 se je to zbiranje, smo aktivno začeli zbirati podpise, kot rečeno, jutri že bomo imeli po Sloveniji 40 stojnic in potem vse dokler podpisov ne bomo imeli zbrani. Računamo, da bodo ljudje z velikim navdušenjem podprli Angelco Likovič. Kot veste, je Angelca Likovič, lahko rečemo, kraljica slovenskih src. Če se spomnite njene vloge v resničnostnih šovih, kjer je bila tako rekoč edini glas zdrave pameti, ne, je pridobila veliko simpatij in naklonjenosti. Če se spomnite oddaje Piramida, ko je z lahkoto pometla za mnogo bolj politično vplivnimi tekmeci. Angelca Likovič zna nagovoriti slovensko dušo, slovenske žene, slovenske može in sem prepričan, da bo to storila tudi tokrat. Pa ste zdaj na Kresijo, čeprav vzorno. Tako je. Tako da vas povabim, da lahko greste z nami na Kresijo, da še tam nadaljujemo na današnje srečanje. Še prej pa, seveda... Še prej predstavljam našo Angelco in vas vabim na njeno potico, tukaj v predverju. To je njena potica, ki je naša bodoča predsednica s posluhom in ljudi in slovensko kulturo. Preden se sprehodimo do naše stojnice pred upravno enoto v Ljubljani, torej pridete na kavo in na našo potico. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Odlično. Ja. Povabljeni k nam na potico. Hvala lepa. Acho que é